Zadeva bo podobno leto nekako kot v letošnjem letu, torej relativno optimistično. Gospodarska rast morda ne bo tako visoka, letos naj bi znašala med 4 in 5%, v naslednjem letu med 3 do 4, vendar je v bistvu večje tveganje, da bo morda celo rast večja. Glavni razlog so lokalne volitve oziroma državnozborske volitve, ki jih pričakujemo v naslednjem letu. To bi lahko še dodatno povečalo investicije. Potem optimizem potrošnikov povezan z še vedno izjemno nizkimi obrestnimi merami in bi dodatno še povečal potrošnjo. Cene nepremičnin naj bi podobno še naprej naraščale, tako da v bistvu bo potrošnja gospodinjstev tista, ki bo generator rasti v naslednjem letu. Predvsem moramo delati na tem, da čim več educiramo delavce, tukaj čutimo mali minus. Problemi so z delavci in to so vsi pravimo v Sloveniji danes, ko ni zaposlenost večja od 5-6%, da se dogaja, da delavce enostavno ne dobiš. Če ga dobiš, potem ga moraš educirati, učiti. Zelo smo slabe volje po 5-6 let, ko ja nekoga učim, prilagodim, pa mi ga neko vzame. To je naš problem, verjetno v drugih firmah, ali pri nas je izrazito to nakazano, da s 6 let mu daš dušo, ga naučiš, da bude originalen, da razmišlja ko jaz in potem naenkrat gre nekam za tega, što je nedeljo ne dela. To mu je neka privilegija. Tako da se moramo prilagoditi, nema milosti. Nikoli od mene ne gre dobar delavc, da nima možnosti dobiti boljšega. Tako ja razmišljam. Tako da včasih te zaboli, ko veš, da posle toliko truda gre proč, ali takoj pride neki mlajši, koji bolj razume, bolj enostavno in se veselimo i vedno jaz jim pravim, evo, ni bilo sve slabo za slabo, nekaj je bilo i za dobro. Do realnosti v celotnem pomenu in do resnično pametnih tovarn bo preteklo še kar, vsaj po našem mnenju, še kar nekaj časa. Računamo nekje od 5 do 10 let, da bi dejansko tovarne postale pametne, da bi digitalizirali proizvodnjo v tem celovitem smislu. Vendar je pomembno, da v tem obdobju, da podjetja začnejo z digitalizacijo in da si zastavijo projekte, pilotne projekte ali pa prve korake, predvsem na tistih področjih, kjer čutijo, da ali imajo težave v obstoječem sistemu ali pa lahko krepijo svojo konkurenčno prednost. Jaz bom rekel, da na vse ocene, katere smo naredili sami, pa tudi z določenimi ponudniki določene opreme, lahko rečem, da smo nekje na polovici tiste stopnje, kamor bi radi prišli. To pomeni, da nas čaka še kar nekaj izzivov na tem področju.